hvala lepa. Kot rečeno, to je bil zdaj evropski pogled, zdaj pa pride še slovenski. Tu imate spletno stran slovenskega Clarina in tudi logo. Mi smo začeli delati malo kasneje, kot je bil evropski Clarin ustanovljen, leta 2014. In sicer smo takrat, je ministrstvo nam odobrilo to, da bojo plačevali članarino v Clarin Ericu, pa tudi mi smo dobili nekaj denarja, da smo lahko začeli delati. Domuje slovenski Clarin, domuje na inštitutu Jože Štefan, kjer je nekako se izvaja v koordinaciji in kooperaciji 3 organizacijskih enot. Sam sem na odseku za tehnologije znanja. Organiziran je pa kot konzorcij, in sicer trenutno kot konzorcij 11 partnerjev, kjer imamo vse slovenske univerze, raziskovalne inštitute, 2 podjetji tudi imamo, ki se ukvarjajo z jezikovno tehnologijo, in pa še eno društvo in en zavod, Slovensko društvo za jezikovne tehnologije in pa Trojino. Zdaj, storitve naše so organizirane približno tako, kot je to tudi Darja predstavlja ravnokar. Nekako imamo 3 stebre. Glavna stvar bi še vedno rekel, da je naš repozitorij jezikovnih virov in orodij, kjer je certificiran kot Center B od Clarina, kar pomeni, da omogoča dolgotrajno hranjenje arhiviranih oziroma deponiranih jezikovnih virov in orodij. Imamo sistem autentikacije, avtorizacije čez Edugain v primeru Slovenije. Imamo stalne identifikatorje, to je tudi Darja že omenila, ta sistem Handle, približno isto kot DOI, Digital Object Identifier, samo drug sistem. Eksplicitni pogoji uporabe in licence tudi imamo na naših spletnih stranih repozitorija in pa nekako se držimo oziroma poskušamo se držati principov FAIR. Drug steber so spletne storitve, ki jih nudimo. Tu bi omenil samo, bi jaz rekel, glavno stvar, predvsem za jezikoslovce. To je to, da imamo 2 spletna konkordančnika, pri čemer so konkordančniki orodja za analizo korpusov, to se pravi velikih zbirk besedil. In se bom na to še v kratkem vrnil. In tretji steber je nekako podpora dogodkov ali pa projektom, pri čemer financiramo manjše projekte, kjer je ideja to, da nek raziskovalec ali pa skupina pripravijo vire, ki so jih že zgradili, zato da jih lahko potem vključimo v repozitorij, to se pravi, da se držijo nekih standardov in imajo tudi vnešene metapodatke. V zadnjih 2 letih smo začeli z rahlo večjimi projekti, nekje od recimo 6.000 evrov. In sicer smo imeli v 2018 7 uspešno zaključenih projektov, v 2019 pa 6, čeprav to še zmeraj rahlo urejamo, ampak vseeno zadosti uspešna iniciativa, bi rekel. Podpiramo razne dogodke, bodisi s tem, da pomagamo pri organizaciji ali pa da sofinanciramo tako ali drugače te dogodke, ki se dogajajo v Sloveniji in imajo neko zvezo z jezikovnimi tehnologijami, z empiričnim jezikoslovjem. In pa, kar je tudi omenila Darja, imamo od lanskega leta tudi Center znanja za računalniško obdelavo južnoslovanskih jezikov. Zdaj, konkordančnika, ker se mi zdi, da časa nimam prav dosti na voljo, bom pohitev. 2 sta si na nek način zelo podobna, potem kaj zmoreta, samo čelni del je rahlo drugačen, kar jih nekako odlikuje, bi rekel to, da sta sposobna izvajati sprotne analize zelo velikih korpusov, ki imajo tudi prek milijarde besed. Lahko so zelo bogato označeni ti korpusi na več nivojih, od metapodatkov do jezikoslovnih oznak posameznih pojavnic. Poizvedovalni jezik je zelo bogat in možni so raznovrstni izpisi in analize. Pa narejena sta po tako imenovanem principu REST, to je to, da če vi kopirate, ko naredite neko poizvedbo, če kopirate ta URL, ki je sicer lahko zelo dolg, in ga pošljete nekomu, lahko on samo z URL-jem dobi enak rezultat, kot ste ga vi takrat dobili. Imamo pa dostopnih zdaj okoli 70 korpusov, vsega skupaj prek 15 milijard besed. No, Sketch Engine, samo za občutek, tako izgleda vstopna stran, kjer se da vnašati poizvedbe. Kontekst pa izgleda rahlo drugače. Kot rečeno, sta si zelo podobna, samo po
ali se da registrirati oziroma ali je potrebno se registrirati v konkordačnik, potem se rahlo razlikuje. Repozitorij, tu je tudi že Darja, ki je povedala, jaz tudi trudimo se, da pač deluje neprekinjeno, da ima standardno zapisane metapodatke, ki se jih potem tudi izvaža oziroma uvaža v druge servise, in pa trudimo se, da večina podatkov, ki je v tem repozitoriju, so po nekem standardu tudi zapisanih. Imamo pa trenutno okoli 160 virov vnesenih. Na hitro, da vidite, kako izgledajo vnosi. Tole je nekako prva stran, ko pridete do nekega specifičnega vnosa, kjer zelo opozarja, kako je treba citirati sam vnos. Imamo naštete avtorje, handle, če je kakšen projekt asociiran s tem vnosom, če obstaja kakšen demo URL in tako naprej. Tudi statistike lahko na desni strani dobite, koliko ljudi je to prevzelo. Druga stran, ki jo tu vidite, je predvsem, koliko je velik, opis, kdo je založnik in pa, ja, to je v bistvu to. Tretji del je pa konkretno sam vir, pa tudi pod kakšno licenco je na voljo in praktično vsi so na voljo pod eno od licenc Creative Commons, to se pravi zelo odprti način deljenja teh virov. No, in to je to. Zdaj pa čisto za občutek, kakšne stvari imamo, kot rečeno jih je kar nekaj, ampak to je samo za občutek. CC Gigafida je zelo velik korpus, saj zato, da ga lahko prevzamete iz repozitorija standardne slovenščine, to so vzorčeni odstavki iz referenčnega korpusa Gigafida. Janez je rezultat temeljnega projekta in sicer je to korpus objav z raznih družbenih omrežij. Kar velik, zanimivo je zato, ker za razliko od Gigafide tu najdemo zelo dosti nestandardnega jezika, ki smo ga potem tudi posebej obdelali. Potem imamo zgodovinski jezik, to je korpus IMP, ki je tudi razmeroma velik, prek 600 knjig in tudi nekaj časopisov. Starejših besedil, ki so spet bila avtomatsko posodobljena na nivoju besed. Potem imamo prej že pokazan in tudi omenjen CPARL, to se pravi korpus slovenskega parlamenta, kjer smo sodelovali Klarin in pa predvsem slovenska Daraja. Tudi zelo, skoraj 200 milijonov besed velik korpus. No, niso pa samo besedilni korpusi, so tudi govorni korpusi, kot naprimer GOS Video Lectures, kar je 55 predavanj javnih, ki so bili posneti na portalu Video Lectures, prav okoli 22 ur govora in potem transkribirano to in dobimo okoli 180.000 besed. Tako da, na kratko, tako kot za Clarin, tudi za Clarin C je namen spodbujati raziskave, ki potrebujejo dostop do jezikovnih virov iz raznih področij, od računalniškega jezikoslovja do recimo empiričnega jezikoslovja. Nudimo v čim večji meri odprt dostop do virov, orodij in storitev, podpiramo autentikacijo, citiranje in tako naprej. Imamo razmeroma dosti korpusov in virov. In pa slovenski raziskovalci skozi to, ker smo del Clarin Erika, imamo tudi dostop do drugih storitev, do storitev drugih nacionalnih konzorcijev znotraj Clarina. In v bistvu tudi zaključil. Hvala lepa.